Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsakič znova inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes je z mano ustvarjalec, frontman skupine Hamo and Tribute to Love. Hamo, Matevž Šalehar, kak je najboljše? Ja, po moje, da Hamo. Matevž Šalehar dobiva položnice sam. Aha, ok. No, dobrodošel na Fajn podcastu. Povej mi, kako se je pri tebi vse začelo? Si vedno vedel, da boš muzičar, da boš glasbenik, ali je to prišlo nekje vmes v življenju? Vedno sem vedel, ampak poje pa prišlo še marsikaj vmes. V resnici je izkušnja taka, ne, če bi sledil tistmu, kar sem vedel, bi bil že bistveno prej muzičar. Aha, se pravi, te je nekaj bremzalo, oziroma si imel neke samoanalize, ki so Ne, bolj so bile družinske analize, veš, pa ne, da si to lahko delaš tudi zraven, da je kakšen poklic imel, tako sem zdaj najslabši strojni tehnik v državi, pa še marsikaj, no, sem počel, preden sem rekel, ok, zdaj pa dosti, zdaj pa jaz počel tisto, kar že cel čas hočem. Ampak točno ta moment me zdaj zanima. Kaj misliš ti, da te je pognalo preko tega roba, ki ti ga je mogoče družina in to skušala ustvariti? To, da sem se čisto samo za muziko odločil, sem v bistvu naredil, bil sem prej producent televizijski, tudi zaslužil blazno veliko denarja. In sem rekel, ok, če bom to delal še 10 let, verjetno ne bom prav srečen umrl, bom pa umrl čez 10 let. Se ok, grem jaz in bom samo skontar, ker če bom toliko energije vložil v to svojo ljubezen, bo tudi iz tega neki ratal. In sem imel prav, no. In še vedno sem živ, ker je to že bistveno več kot 10 let od tega. Ja, in najbrž te kar polni, no? Če si se odločil za to, kar ti je srce cel čas govorilo, da moraš početi, ko danes pogledaš nazaj na te, tako kot si rekel, če bi se prej že odločil, bi že prej uspel. Nisem uspel, tukaj ne gre niti za uspeh, tukaj gre, da lahko s tem delom, ki ga rada delaš, pač položnice plačaš, to je meni čist zadost. Ja, ampak pa da znotraj tega dela ne delaš preveč, sprav znotraj muzike preveč kompromisov, ker muzika je zelo široka, lahko slediš volji publike ali pa slediš sebi, ne. In zdaj, če bi se blazno oziral proti denarju, bi verjetno postal tudi v tem poslu zelo hiter nesrečen. Ne, da sem bil tam nesrečen, ampak stresno je ratvarno vse skupaj. Manj je najbrž svobode, kot če se odločiš, da boš delal nekako bolj to, kar... Mislim, svobode z uspehom, ne, kakršnim koli je pol vedno manj. Ne, saj si videla, zdaj sem prišel s kombija, pa nisem bil svoboden tudi za en čik, ne. Treba takoj pojdi sem, pojdi tja, pojdi tako, da te stvari so dobile malo mladiče, ampak je pa tudi fajn, ker greš po koncertu domov in rečeš, 12 ljudi je nekaj zaslužili, ljudje so se imeli fajn, organizatorji so zadovoljni, načeloma, govorim idealne razmere. In to zaradi nekih mojih blodenj, ki sem jih v muziko dal in stojim za njimi, ne. Se pravi, nisem nekih kompromisov iskal, tako da to je dober občutek. Ti si začel v bistvu glasbeno ustvarjati v bistvu nekoliko drugačnem žanru, z drugačnimi sporočili, danes pa zelo globoko šel si v ljubezen, v bistvu nek poklon ljubezni, tribute to love. Kaj se ti je zgodilo? Nič ni zgodilo, ne. Mislim, so se leta zgodila, ne, če ciljaš na band Baywatch, ne. Pravzaprav so bila besedila ista, ne, sam se pravi, pesnik je bil star 17 let, ki jih je pisal, ne, in mu je šlo po glavi pač neka osnovna predstava ljubezni, ki je bila bolj, kje se bom čim prej lahko s kakšno dol dal. Ni bilo nobenega dodatnega vprašanja takrat še v glavi, ne. Pol so se pa začela pojavljati, ne, neka razmerja, neke zveze in tako naprej. Ker pa vidiš, da je treba biti pa majčkeno bolj ustvarjalen, kot
kot samo spodnjo glavo razmišljati, je treba tudi malo s tom. Koliko ti pa recimo to uspeva? Kaj pa? Biti ustvarjalen. Razmišljati s to glavo. Ne, veš kaj te Vedno sprašujem? bolj. Ja, človek se uči v bistvu, ne? Oziroma se stara, ne. Ja, in modri s tem. Modri, modrost je kar nekaj, kar se mi dopade, evo. Ampak ti kot moški, naprimer, in umetnik hkrati, ne? To je en tak tip moškega, se meni zdi, ko je kar zahtevno biti z njim. Kaj misliš ti o tem? Se ti zdi, da je zahtevno biti s tabo ali... Mislim, jaz moram biti cele dneve s sabo, tako da ja. Že kar zahtevno. Zato si najboljša oseba, da te to vprašam. Mislim, definitivno je že ta poklic, ki ga imam za kogarkoli, ki je z mano, je v bistvu še kar naporen, ne. Jaz mene med vikendi ni, pridem pozno po noči, načeloma pijan. Skratka, tisti, ki je z mano, mora to zelo dobro razumeti, kako se skupaj to teče. Po drugi strani sem pa v ponedeljkih zelo frej, ne, ker pa ostala država ni, ne. In tukaj pravzaprav nisi kompatibilen s svetom, no. Se pravi, morajo te moje partnerice do zdaj so bile zelo, bom rekel, potrpežljive. No. Ampak to je, se mi zdi, ena najpomembnejših lastnosti, recimo, ker imela sem vprašanje pripravljeno, kakšna mora biti ženska, ki lahko razume in ljubi umetnika. Niti ne rabi iti nujno v tvojo zgodbo, ampak itak izhajamo iz svoje izkušnje, ne? Kaj bi ti rekel? Ja, potrpežljiva. Potrpežljiva, ja, pa... Ob temu, da je to večinoma fascinira, umetnik, ne, malo drugače razmišljaš, malo temu reči ven iz škatle, ne. Nisi v 8-urnem delavniku, ampak pol s časoma spoznajo, da je še slabše, ne, da nisi v 8-urnem delavniku, ampak si v 24-urnem delavniku. Ne. Jaz skozi delam, ne jamram zdaj, ne, ampak skozi se mi nekaj plete po glavi, ne, in pol, ko pač pride trenutek, da to treba napisati ali pa odšpilati ali pa ne vem kaj, je čisto vse en kva se v tistem trenutku dogaja, ne, ker je treba to zabeležiti, Fokus, ker glava je stara in si ne zapomne več. Ne moram počakati do jutri. Ja, no, s tem navdihom je v bistvu zelo zanimivo, ne, ko smo umetniki, v bistvu, tako kot si rekel, ko začutiš navdih, ga moraš nekam zapisati. Kaj se pa zgodi, recimo, če ga ne moreš zapisati, oziroma kako se ti boriš s tem, naprimer, jaz sem zelo jezna, naprimer. Pa zdaj je zelo enostavno, zdaj imaš te telefončke pametne, to nekaj pritisnem, povem. Pa greš dejansko pol to poslušati? Grem. Super. Grem takrat, ko moram, ne vem, ko finiširamo plato, oziroma ko jo pripravljamo komade, tole bo šlo na plato, grem brati tekste, zametke, neke stavke, če mi kaj fali. Se ogromno tam najde, ne, če ne drugega se malo nasmejiš, ne, ali pa se spomniš občutka, v katerem si bil in pol okoli tistega lahko nekaj napišeš. Ne. Dosti umetnikov reče, da ustvarja bolj za sebe, kot pa za druge, ne, se pravi kot za publiko. Seveda potem marsikdo od teh umetnikov je zelo cenjen v publiki. Kako pa ti pristopaš k temu? Pišeš bolj za sebe ali za svet? Mislim, veš kako je, to je zelo enostavno, ne. Jaz napišem komad in če sem ga napisal, bom rekel za sebe, čeprav nikoli to, mislim, jaz moram biti zadovoljen z njim, ker jaz bi mogel pol ta komad, sploh če se prime še 4000-krat odpet in stati za njim, ne. Tako da prav zelo blefirati klem ne smem. In glih tukaj je tudi valjda z leti postaneš vedno boljši obrtnik v svojem poslu. Lahko napišem, ne vem, marsikdaj me kdo prosi, da napiši mi tekst, ne. Pa ne rad to počnem, ker ravno zaradi tega, ker pol obrtniško pristopim, ne, vstopim v tvojo glavo, ne, napišem nekaj, kar ti razmišljaš približno in se to sliši fajn, ampak zdaj ta človek mora pol z onim tekstom, v bistvu z mojimi mislimi stati na odru in jih v bistvu lagati publiki, ne. Tukaj imam jaz srečo, ker se pišem komade, ki jih ne rabim lagati, ker tako je, ne. Razen, če se z leti kaj spremeni, ne vem, Baywatch, ne vem, daj mi mala, če bi bil jaz, ti bi mi že dal.
pismo iz tega ne bi zdaj več pel. Pri 17 mi je bilo pa to. Ampak glej, tudi takrat, ja. Ampak je bil iskren, ne. Tako, takrat si že v bistvu to isto počel, sem ga pa mečkem prerasel, no. Ja, v bistvu si zdaj pač bolj sebi, mislim, po mojem tvoje besedila in pesmi rastejo s tabo in s tvojo dušo, ne. Upam, ker bojo nehali. Tak zveni. Moram tudi jaz nehati. Tak zveni, no. Bi lahko živel brez glasbe in brez tega, recimo, zdaj bo en taki primer, ta korona pa to, marsikoga je zaprlo, vrglo na rit, mu odzelo v bistvu posel. Mislim, posla itak ni bilo, ne. Ampak posel je, recimo, posel so za nas koncerti pa snemanje in tako naprej. Ta ustvarjalni del jaz nikoli ne tretiram kot posel. Zdaj pa treba nekaj napisati, ker takrat, ko se usedem, pa je treba nekaj napisati, nič ne napišem. Ne. Je treba loviti trenutke, ko se odpre vesolje in takrat napišem. Ne. In pol takrat, ko je treba, zberem to, ko sem prej rekel, trenutke na kup in jih pol sem šel obrtniško nekako polikam. To zdaj bil res čuden cajt, ker v bistvu je ful težko. Se pravi, prva stvar je to, kar sva že govorila, da moraš pol ti stati na odru pa to prodajati. Jaz ne bi folku zdaj še 3 leta težil s korono, če bo tega konc. In o temu nisem niti hotel pisati. Tudi če je vesolje se odprlo, sem rekel, zapri in prid, ko bo kakšna druga ideja. In težko je karkoli kreativnega se spomniti, če se ne družiš z ljudmi, ne. Jaz se mi zdi, da rabim ljudi, pa sem zelo introvertiran, ampak moram iti ven v družbo. Umetniku se v bistvu mora dogajati tudi življenje, ne? Če bi se sam zaprl v neko, ne, sploh če govorimo o glasbi, ne? Glasba od nekdaj povezuje ljudi, ne? Ja, ampak povezuje jih zato, ker pač glasba govori o njihovih zgodbah. Zdaj, če teh zgodb ni glasbe, ne. Ti čutiš skozi to, ko pišeš, zdaj dosti pišeš o ljubezni, pa Tribute to Love, se pravi, ljubezen postavljaš kot neko eno najpomembnejših vrednot v življenju. Se ti zdi, da jo tudi na tak način predajaš ljudem, da ljudje so na nek način zaliti s to ljubeznijo? Ja, ne vem. Po moje, da je lahko glih toliko dajem kot vsak drug človek, ne. Zdaj, ja, osnovni namen je tak, ne. Meni se zdi, da je naš band tako antiporočila. Gledaš poročila oziroma kjerkoli news, ni nobene ljubezni. Pri nas je ena sama ljubezen in jaz pravim, če bi to zamenjali, da bi bil news ena sama ljubezen, bi bil svet bistveno lepši, ne. Za vse. Ja, to je dejstvo. Pa tudi ne samo ljubezen romantična, ampak ljubezen... Ne, ljubezen sočutje, ne vem, karkoli, ne. To bi bila tudi ful dobra valuta. Ja, ker ti tudi zdaj v zadnjih komadih pa to razširjaš, to področje, ne, se pravi, greš tudi malo na ekologijo, pa na te, se pravi, stvari, ohranjanje sveta in celotnega. Kak, recimo, bi ti želel, da bi svet bil, na primer, v prihodnosti? Kaj se tebi zdi pomembno, da bi spoznali, da bi, v katero smer bi mogel iti svet? Poleg tega, da bi mogel slediti ljubezni. Mislim, če bi sledil ljubezni, mislim, da je ta vprašanje čisto odveč, ker pol bi ljubili vse okoli nas, ne, tudi kakšen drevo, pa kakšno reko, ki jo blazno radi opazujemo, ampak se ne zavedamo, da ne vem, vodo na školjki potegneš, da gre to tja. Ne, to zavedanje se mi zdi, da bi mogli imeti vsi, ne. Vsakič, ko se v avtu sami peljemo, da vemo, lahko bi imel še 3 zraven, pa imeli 3 avtomobile manj na cesti in tako naprej. To so ene stvari, ki jih bomo počasi mogli vsi, tudi jaz res nisem pela, kar se tega tiče. Ampak poskušam malo pametvati, pa tudi pol, s tem, ko jaz to v komadu dam, sem sebe matiral, da neke stvari ne smem več početi. Mi je v bistvu dober tak preizkus, ne. Sam v sebi napišem, pač nekaj pametujem, kva mogli ljudje delati, ne, in s tem v resnici sebe prisilim, da se moram tega držati, ker me imajo pol ljudje
še kar na očeh, ne. Hamo čik vrgo na tla. Ja, res je, dobra strategija. Dobra strategija. Boljšati se moram. Po vsem tem življenju, tvojem in izkušnjah, ki ga imaš, kaj bi rekel, da je tisto najpomembnejše, kar mora imeti človek danes, da preživi v tem svetu takšni, kot je? Poleg zavedanja, ki sva ga zdaj že omenila. Ne znam se. Mislim, vse je res. Ne, ja, Ampak mogoče ni to tisto, kar osrečuje. Ne, ni. Mislim, Dolgoročno. za moje pojme ni. Ni vse v denarju, imaš tudi delnice, vrednosti. Ta svet v resnici meni ni prav zelo všeč, tako generalno. Pa ni nič kaj toliko hudo narobe z njim, ampak bolj to prepričanje, da ima nekdo prav, pa nekdo narobe, da v bistvu na temu baziramo vse in politične in takšne in drugačne dialoge, to se meni zdi blazno brez veze, neučinkovito. No. V resnici bi mogel biti svet bolj učinkovit, tako energetsko, tako politično in tako naprej. Zato, da bi imeli čim več časa, da smo prej in da lahko perpijemo pod nekim drevesom. Ne. Da se imamo v bistvu fajn. Ja, da se imamo fino, zaradi tega, ker se mi zdi, da smo ljudje narejeni ne zato, da delamo, ampak zato, da se imamo fajn, ne, v bistvu, da ga žuriramo. Ne. To kakorkoli se beda sliši, ampak se da realizirati, če bi bilo delo bolj učinkovito. In to se pa absolutno da narediti, samo kapitalizmu to ni preveč všeč. Kapitalizem ima zelo rad, da si ti dolg v službi, da te prevežejo na kredite, da te prevežejo na da razmišljaš samo še o denarju. In to je narobe, no. To pač meni ni všeč. In lahko klepam med tim, kukrčem, tudi jaz sem del tega kapitalizma in ti si del. Slej kot prej se ujameš, samo se mi zdi, če se zavedaš, če vseeno tukaj neko zavedanje gojiš, da lahko najdeš znotraj tega kljub temu neke fajn trenutke. Dragi poslušalci, dajmo danes iti s tem v dan. Razmislite, na kak način lahko postanete mogoče bolj učinkoviti že v stvareh, ki jih počnete. Ni res, da ni nič v naši moči. Neke stvari so v naši moči, da jih uredimo v vsakodnevnem. Večina stvari je v naši moči. In ostanite v ljubezni. Ljubezen je tisto, kar je najpomembnejše. Hamo, hvala ti za tvoj čas. Čau! Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.